avtomobilnosti. Z Martino smo se danes pripeljali na Vransko, jaz v električnem SUV-ju MG S5. In jaz v električnem karavanu MG5 brez S-a. In danes bomo preverili gostilniško debato. Pa da vam ne vlijem preveč apetitov, obe petki bomo namreč testirali povsem neznanstveno. Želimo namreč samo spodbuditi debato o tem, kaj vam je ljubše. Meni je ljubše višje sedenje. Imam tudi višji avto, enoprostorca. Katja, ti imaš nižji avto, kabrioleta. Kljub temu mi je bolj všeč višje sedenje, ker imaš boljši pregled nad dogajanjem nad cesto. Ampak pustiva to. Ena gostilniška pravi, da imajo SUV večjo porabo goriva oziroma v našem današnjem primeru elektrike. To dilemo bova kmalu razrešili in ob tem je treba poudariti, da sta te dve MG5-ki tehnično zelo podobni, a nista enaki. Obe imata 60 kWh veliko baterijo, ki pa ni tehnično enaka. S5 je močnejši, 170 kW ponuja, medtem ko karavanska petka nudi 115 kW motorne moči. Prav tako S5 do 100 km/h pospeši nekje sekundo hitreje. S5 ima zadnji pogon, petka pa prednjega. Ampak, Katja, višje moči današnjega avta ti nisi izkoristila, ker so obe vozile z enakim tempom, s tempomatom, po omejitvah in v bistvu potovalna računalnika so na začetku resetirale. Torej, bi zdaj lahko v bistvu razkrile, koliko je bila poraba. Jaz z MG5 sem imela 17,4 kWh na 100 km. Jaz pa 14,1. No, karavan bi moral biti bistveno bolj varčen, a je hkrati precej bolj osnoven. In čeprav je nižji, je malce manj aerodinamično oblikovan in zato slabše reže zrak. Jaz bi rekla, da je S5 sodobnejši. Katja, mi da bova zdaj teli MG5-ki parkirali in jih na poligon zapeljali malo kasneje, saj naj od spodaj že čakata Luka in Miha s 4 velikimi stroji, ki imajo odzadaj dodatek. Pa da razložim, zakaj smo danes pravzaprav tukaj. Ob testu Forda Pume sva z Miho pametovala, da ima avto prevelik volan. Pa nama je Martina odgovorila. Moram dodati, da so fantje rekli, da je volan prevelik, kar pomeni, da premalo vozijo dostavnike. Jaz moram reči, da se z Martino strinjam. Res bi kakšen dodaten kombi kilometer na sezono bil zelo dobrodošel. No, Luka, jaz pa mislim, da Martinina izjava mi je kar zelo stopila na ego. Namreč v študentskih letih sem jaz kot kurir redno vozil kombije. In na tem mestu mogoče lahko povem, da če ste slučajno na svojem balkonu opazili kakšno prasko, za katero že 25 let ne veste, kdo jo je zakuhal, no, mogoče sem bil jaz, ko sem vozil tisti kombi vzvratno. Tako da nekaj izkušenj s kombi in vzvratno vožnjo vendarle imam. Ampak moram reči, da z vsem tem, kar imamo pa danes delati, predtem imam pa zelo, zelo veliko treme. No, tudi jaz imam eno slabo izkušnjo s traktorjem. Moral sem ga peljati vzvratno z eno ogromno prikolico, tudi polno naloženo. No in moral sem zapeljati v eno res ozko dvorišče vzvratno. In vse je šlo po svoje in na koncu je prišel na pomoč sosed, en izkušen traktorist in je rešil situacijo. Torej, mislim, da je zdaj že jasno, da je danes na sporedu vzvratna vožnja s prikolico. Miha in Luka, jaz priznam, da sem tudi jaz samo kamionarka iz pisarne in tole ne bo mačji kašelj in vem, da bom imela tudi jaz težave. No, Martina in pa fanta, kolikor je meni znano, smo mi danes tukaj zato, da treniramo in ne da kažemo svoje veščine. In tako se na Vranskem tudi začne vsak dan, namreč s teorijo. Tako da tudi naš se bo začel s teorijo. Greva čez napake, ki jih delamo neizkušeni uporabniki prikolic. Tukaj so naštimale nekaj takih vzorčnih primerov in na tem primeru vidiva, da nekaj manjka. V tem primeru govoriva o električnem priklopu. Imamo seveda dva sistema, prav tole gre za že novejši sistem z več pini, potem poznamo pa še seveda star sistem z manj pini. In v tem primeru potrebujemo adapter. Kaj s tem kablom? Če je tako zavit,
Zmore skrbeti? Ne, v tem primeru je lepo nameščen, pomembno je, da ni predolg, da se med vožnjo ne zapleta, ne zapne, oziroma da ni prekratek zaradi samega manevriranja. To se dogaja. Visijo navzdolj te kablje. Aha, kaj pa ta razdanka? A sem jo zdaj jaz prav dol okrog tele bunke? V tem primeru ni druge rešitve, a ne, zanka je v tem primeru pravilno dana. Gre za krajšo zanko, tule gre tudi za lahki priklopnik, ki nima svojih zavor. Njena vloga je, da v primeru, da bi prišlo do morebitnega odklopa, lahko nekoliko zadrži samo prikolico. Predvsem sem vprašal, zdaj, ker nisem vedel, kako bi tole zanko dal sem na noter v tole luknjo. Ja. To je verjetno tisto. Ja, to predvsem je pa seveda pomen pri prikolicah, ki imajo lastne zavore, kjer ta zanka poskrbi v primeru odpetja, da se sproži ročna in se prikolica lahko zaustavi. To pa imamo zdaj že prikolico z lastno zavoro, ne? V tem primeru pa imamo že pritrditve varnostne vrvice oziroma jeklenice. Vkolikor je predolga, si pomagajo na tale način, da jo pač pripneva, tako da ne pride, da bi se med vožnjo kamorkoli lahko zapela. Ja, ok. Elektriko tukaj spet vklopiva, ne? Ja. Naslednja napaka pa je tole, ne? Varnostno kolo nam pomaga pri samem manevriranju prikolice, ko ni pripeta. Predtem pa ga je potrebno, da seveda dvignemo. Do konca. Zakaj je to tako zelo ključnega pomena? A se to dogaja, da dejansko? Se zgodi, da ta kolesa med samo vožnjo zaradi trsajev se spustijo na tla in pride lahko seveda do hudih poškodb. Ne samo kolesa, tudi do nesreče, ker ob stiku pri višji hitrosti s tlem kolo odtrga in poleti po cesti. Kako pa tole ročkujemo? Ja, ker ponovadi preročeni zavori nekaj pritisneš. Tako je, gre pa za novejši sistem, ki ga samo sprostimo in potem bo prikolica pripravljena. Zdaj pa tisto, kar me najbolj zanima, kako voziti vzvratno s prikolico, da se preselva do Rangerjev. Mi smo prišli trenirati, kakšne vaje naj si vzamemo. Prvo bova začela z vožnjo naravnost, da dobimo malce občutek, kako prikolica sledi samemu avtomobilu. Kratek slalom, potem pa seveda vožnja vzvratno. Seveda to je pomembna zmernost, hitrost in pa seveda natančnost pri sami vožnji. Pravzaprav priporočljivo, da začnemo počasi, umirjeno, da nam prikolica seveda ne zaide. Kako vemo, da ne bomo preveč zavili, da ne bomo, kako se reče, da prikolico zalomimo? Ja, v tem primeru je zelo pomembna zmernost in pa pravočasno, da odreagiramo. Vkolikor vidimo, da bi prišlo do loma, pač ustavimo, odpeljemo malce naprej in ponovno poizkusimo. Najlažje, najbolj učinkovito. Ampak tisti malce naprej včasih mora biti kar nekaj naprej, ne? Ja, vsekakor je najlažje, da jo popolnoma poravnamo, pa ponovno začnemo. Se pravi, nauk zgodbe, ko v bistvu naredimo napako, gremo v bistvu spet na štartno pozicijo. Najlažje. Najlažje. Ker popravkov. Ja, bolj ko se zapletaš, težje je. Ok, gremo mi trenirati torej. Torej, kakšni so občutki? Lahko jaz začnem, da me kdo ne prebavi. No, da slišimo. Mislim, pri meni se na posnetkih najbrž zelo lepo vidi, kako mi je šlo, ampak v moj zagovor sem danes prvič vzela vzvratno s prikolico. Mi je bilo pa veliko lažje, ko mi je Luka razložil, gledaš ogledala in v tisto smer v ogledalu, kamor zavije prikolica, zaviješ tudi ti.
torej spremljati moramo vzvratni ogledali in tam v tistem ogledalu, kjer se prikolica v večji meri pojavi, tja moramo zaviti. Torej, če vidimo preveč prikolice v desnem ogledalu, moramo zaviti desno. Martina, kaj ti je bilo tebi najtežje? Začeti. Ampak sem bila kar ponosna nase, ko začneš in sem ugotovila, da ja, enkrat tiste osnove mi je kar šlo. No. Če se nisem zaplezala, če sem se zaplezala, sem mogla malo naprej pa spet nazaj, ampak še je upanje, mogoče pa kdaj kaj šlo ta veliko prikolico vzela. No, meni je bilo pa tisto težko, ker so se kar seštevali tiste napake. In pol na koncu sem videl, da se je prikolico še rešil, ampak avto bi šel pa, ali bi podrajsal, ali bi šel po travi, ali kakorkoli. Tako da jaz sem s tem največje težave. Tukaj moraš imeti prostor in za prikolico, in za avto, tako da to je bilo meni najtežje. A ti si videla v kameri noter, ko imaš na tiste rdeče? Jaz sem najprej gledala kamero in ko sem gledala kamero, ste lepo videli, da sem bila na mestu bolj kot ne. In šele potem, ko mi je Luka razložil, da ogledala, takrat sem se začela malo premikati nazaj. Zdaj ne bom prav pametna, ampak v zagovor za Katjo. Ne? Katja je edina, ki je imela dvoosno prikolico, mi vsi smo imeli enoosno, tako da... Je pa res, da meni je bilo lažje. Lih s tvojo prikolico se mi zdela najbolj taka fina, stabilna. Nizka je in pregledna, pa dovolj široka, da jo vse skozi vidiš v ogledalih. Jaz sem imel največ težav lih s tvojo, ta malo tole počitniško, šotorsko prikolico, tako da... Manjša je zoprna, ker če je prikolica premajhna, da je ne vidimo v ogledalih. Takrat jo pa zagledamo v ogledalu šele, ko je ponavadi že prepozno. No, jaz predlagam, da zdaj iz te enačbe volan pravzaprav kar izločimo. Se pravi, zdaj pojmo voziti s belim, novim priključno hibridnim Rangerjem in vozili bomo ne brez rok, ampak vozili bomo kar na joystick. Čakaj, zdaj mi poveš, da jaz sem imela ves čas joystick, kaplah vozila točen tako, kot sem želela. Ja, zdaj ti povem. Torej, predlagam, da gremo. Evo, mislim, da pritisneš na sredinskega. Aha, backup assist, ok, to je to. Ok, detecting trailer, please wait. Čakaj, ne še. Aha. Le, volan se je zavrtel. Evo, ok. Če sem prav razumel, vrtiš samo ta evo, vidiš ga. No, on ga sam obrača v drugo smer, le to. Aha. Se pravi, sem zavrtil v desno in gre volan v levo. O, to mora biti fajn. Probijeti levo in zavrt. Aha, ok. Ja, ne smeš več kontra. Ja. To pa zdaj v glavi okrog obrniti, ja, prvo. Ja. Čakaj, da vidim, če... Aha, evo, še ta prikaz me... Ja, ti boš zdaj ven šla. Aha, vidim, ja. Pet naprej pa še enkrat. Če hočeš iti levo, moraš v levo zavrteti in volan bo šel v desno. Ja, se vrtim zelo blago. A boš šla slalom? Ne. Pa zakaj ne? Daj poskus, no. Se je poligon. Zapreč za kvačka. Ne, nisem se... Aha, ja, preveč, po mojem, preveč zavrtela. Malo preveč zavija za moj občutek. Glej, koliko mi je zavil, jaz nisem tok. Ja, včasih malenko smo zakasnite, ne, to moraš v bistvu komponirati, ja, vidim. Wow, pa se gre. Se pravi, dejansko boš speljala slalom leto. V naslednjih minutah bomo zgodbo malce obrnili. Namreč ne bo vlekel avto, vlekla bo avtovleka. Miha nam je prej omenil, da je malce zamolčal 25 let staro zgodbo z balkonom in tudi vsi tisti, ki so za potrebe tega prispevka poklicali na zavarovalnico Triglav, svojih zagad niso mogli zamolčati. Hello and thank you for calling. For customer support, press 2. You are next in line. Recimo, en primer smo imeli, kjer mačko pripeljal iz Hrvaške v Slovenijo, v Blatniku. Kaj, v Blatniku? V Blatniku, noter iz Hrvaške, 400 km. 400 km. In smo poslali in so tega mačka pol rešili, ona dosta ga pa posvojila. Traumiran maček. Ampak ne, je odrasel dobrega. Obstaja pa še malo žalostne zgodbe. Po zimi, po tepuški mački hodijo kam? Se greti. Vprašanje. V avto sem dobil že klic, maček mi z avta kaplja. A, resno? In tega je ogromno. Dobra bi bila opozorilo mogoče na mestu, da po zimi malo pobutajo, če je kakšna žival not. Če že ne zaradi živali, zaradi svojega motorja. Maček je na jermenu, povleče jermen noter. Kaj z motorjem je? Velik strošek. To je že taka morbidna. To je že čistiga.
Poglejva še kakšno zabavno, kar se je zgodilo. Ja. Ker včasih se smejete, verjetno tudi tukaj, ne? V bistvu, kako pa skrijete ta smeh? Zdaj moraš biti zelo previden, kdaj in Sej zato pa sprašujem. če se zasmejiš in smeješ z stranko, je zelo priporočljivo. Če se pa te nasmeji situacija, obstaja mute gumb. To pomeni, da ko bom klical in me boste dali na mute, Ne boš opazil. Dober dan, Sem najprej mislil, da se nekdo heca. Neko obdobje je bilo tudi, ko so otroci klicali, pa ne. Imela sem nesrečo avtograbno na strehi in se smeji. kaj bi alkohol? Ne, kritična situacija. To so določeni obrambni mehanizmi. Pride avto na taka mesta, ki si človek niti ne predstavlja, ne? Kakšno 2-3-metrsko ograjo, kakšno streho hiše, ne? Tak avto dobiti je kar in težavno in stroškovno zelo velik zalogaj. In zaključna? Klicala me je gospa in pravi, joj, ključi so mi padali v morje. To je bilo na trajektu, ali kaj? Tako. Se spomnim recimo Ferrarija v morju. Ne vem kako, ne vem zakaj. Ja, niste vprašali, ampak ja, preveč so gledali družbeno mreže. Recimo. Pa če greva naprej, no, Clio v Bledu. Ne, Blejsko jezero, videli smo enaka Ferrarija, situacija. Valjda, če on s Ferrarijem, gremo pa tudi mi, ne? No, želim, da bi bilo čim več takšnih za nasmejati, pa čim manj tistih žalostnih zgodb. Tako da, Ja, super, hvala. hvala za ta pogovor. Tudi tebi. A ja, no, pa če rabo pomoč, pa kar poklič, no. Če se ti karkoli zgodi na cesti, tu smo. Dogovorjeno. Super. Tedaj pa je čas, da se preselimo na Pirenejski polotok. Luka, takega vremena v Lizboni še nisi videl. Res je, nikakor. Ampak ti povem, da sem za snemanje izkoristil pravzaprav edinih 20 suhih minut, ki mi jih je takrat vreme ponudilo. Namreč veliko srečo smo pravzaprav imeli, da je ta prispevek sploh lahko nastal. Na Portugalsko smo prileteli ravno, ko se je zaključila res huda nevihta z imenom Klaudija. No, zdaj pa poglejmo ta prispevek. Moram priznati, da me je razkritje oblike novega Clio zelo presenetilo in vem, da nisem edini. Namreč vsi skupaj smo nekako pričakovali, da bo nova generacija nekako nadgradila recimo obliko senika. Pa je šesti Clio, kot vidite, oblikovno povsem nova zgodba. Ampak zdaj sem Clio prvič tudi preizkusil za volanom in moram reči, da to novo zgodbo predstavljajo predvsem ti novi oblikovni detajli. Tisto, kar Clio naredi Clio, ostaja takšno, kot mora biti. In Clio se tudi v šesti generaciji ni uklonil trendom. Torej, ni postal križanec, ni postal le kopija kakšnega drugega avtomobila iz velikega koncerna in ne nazadnje Clio niti ni postal električen. I drove first few kilometers with the Clio and I noticed that it drives really good in terms of driving dynamics. What did you improve compared to the previous generation? We are on the same platform, but anyway, we have enlarged the track. We have also increased by 2 centimeters the diameter of the wheels. We have worked a lot about the position of driving. We have improved the seat backrest. The steering wheel is smaller also. But otherwise, the suspension is the same as the previous generation. Suspension, yes, but powertrain is giving a much dynamic feeling for sure. Seveda tudi pri Cliu ne gre povsem brez elektrike. Tako sem preizkušal hibridno različico, ki se je izkazala za velik korak naprej. Gre za Renaultov hibridni pogon zadnje generacije. Ta ima na bencinski strani 1,8-litrski štirivaljnik, ki v družbi elektromotorja zagotavlja 125 kW skupne moči. What is the biggest improvement? The size of the battery or the increase of displacement? We have increased the volume, yes, from 1.6 to 1.8, the power from 145 to 160 horsepower, and the battery capacity from 1.2 to 1.4 kilowatts. Compared to the previous one, we have not increased the mass so much. Yeah. So when you improve the power, of course, you improve the performance. So this one on CMFB platform allows us to be very, very dynamic and also very efficient in terms of consumption. In kolikšno porabo goriva sem izmeril na tej prvi vožnji? Le dobre 4 litre na 100 prevoženih kilometrov, kar utegne Clio postaviti ob bok najbolj varčnim hibridom tega razreda.
V notranjosti pa ni prav nobene revolucije. Kar se tiče funkcionalnosti, je pravzaprav spredaj vse na las podobno tistemu, kar že na primer poznamo od nove petke in katrce. En zelo zanimiv detajl, ki predstavlja novost, je, poglejte, ta po segmentih odpirajoč predal na sredinski konzoli. Gre za nekako zelo zanimivo rešitev in me prav zanima, kako bo funkcionirala v praksi. Tukaj je še vedno precej takšnih fizičnih tipk. No, moj najljubši detajl pa so mehki oblazinjeni deli na armaturi. Ti so sploh zelo privlačni na različici Esprit Alpine, kjer so tukaj na volanskem obroču, pa tudi na vrhu armature odeti v alcantaro. Poglejte, 6. generacija Clio ima, tako kot dva njegova predhodnika, skrito kljuko zadaj. Od prejšnje generacije je ta avto daljši za 7 cm in če sedem tukaj zadaj na klop, vidimo, da imam za kolena še precej prostora ob moji vozniški poziciji, oziroma v Renaultovem jeziku to pomeni, da je tukaj še nekoliko več prostora kot pri katrci. Society is evolving fast. The way people consume is evolving fast, and especially when it comes to connectivity, automated driving aids. We have our Open R-Link system, which was co-developed with Google, and what we call Google Assist will become Google Gemini. So you have a true AI bot embedded in your car, not relying at all on your smartphone. And at the end, what we try to deliver is the best package. And I think the message is that Clio remains the most polyvalent, the most all you can do in a small car. Na makadamu me je Toyota BZ4X ponovno spomnila, da v tem primeru ne gre samo za klasičnega električnega SUV-ja, ampak tudi za električnega terenca z zmogljivim štirikolesnim pogonom, ki se na takšnem makadamu odlično znajde, lahko celo pleza po skalah ali pa brodi po kar pol metra globoki vodi. Pravzaprav ga je doslej ta štirikolesni pogon, razvit v sodelovanju s Subarujevimi mojstri, naredil celo bolj pravega terenca kot pa SUV-ja. Zato, ker je bil pri nevsakdanjih opravilih na makadamu v resnici boljši kot pa pri vsakdanjih opravilih na cesti. Pravijo, da se je motiti povsem človeško in kdaj pa kdaj se zmotijo tudi avtomobilski proizvajalci. Ampak le redki so tisti, ki svoje napake priznajo, povedo, kaj so ušpičili in obljubijo, da bodo te napake popravili. In prav to je ob premieri prenovljenega modela BZ4X naredila Toyota. Since we launched in 2022, we have spent a lot of time listening to customers and media in Europe, and specifically Northern Europe for cold climates. And we call this Gensu Genbutsu, to go to see for yourself. So our deputy chief engineer and chief engineer, they went to Norway, they drove a lot, they charged during the darkest and coldest months to just improve specifically the winter conditions and the charging performance in cold climates. We call it Kaizen, we call it continuous improvement. So we really want to listen to customers and to make it easier for them to use the car. Tekom prvih 3 let življenja BZ4X, ki je prva namensko zasnovana električna Toyota, smo lahko prebirali komentarje uporabnikov, ki so tarnali nad slabim dosegom, zimsko neučinkovitostjo, omejitvami pri moči AC in DC polnjenja in celo pri številu hitrih polnjenj. Zato je ta avto zdaj izboljšan na praktično vseh področjih, ki si jih lahko zamislimo. Predvsem pa na tistih, ki izboljšujejo njegovo vsakodnevno rabo. Za začetek so se inženirji lotili izboljšave učinkovitosti in prvi ukrep je aerodinamična optimizacija. Pri Toyoti pravijo, da sta najpomembnejša ukrepa ta dvignjen zadnji spoiler in pa bolj zglajen, bolj zravnan pod avtomobila. Električni pogonski sklop je zasnovan skoraj popolnoma na novo, s posodobljenima e-osovinama, ki prinašata manjše izgube in večjo učinkovitost. So we have a super polishing process on the gear tooth, so on the gear itself.
we're using a silicon carbide semiconductor to allow higher power. And then we have replaced the mechanical oil pump with an electric one that is more efficient and also reduces the losses in the e-axle itself. Največja moč je bila povečana že na 252 kW, spremlja pa jo še večja vlečna zmogljivost, ki zdaj znaša 1500 kg. Naslednja pomembna posodobitev pa je polnjenje, ki je zdaj močnejše. Po novem lahko na modelih z vrha ponudbe z izmeničnim tokom polnimo celo z 22 kW moči, hitro polnjenje z enosmernim tokom pa poteka z največ 150 kW. One of complaints of the customers was also that this car had a limited number of fast charging cycles per day. So in the beginning, when we launched in 2022, we indeed had a cap of number of DC charge you can do per 24 hours. This has, since the launch, gradually improved, and this car has a limitation of more than 5 times 10 to 80%, 150 kilowatt sessions per 24 hours. Baterijo lahko po novem za optimalno polnjenje ročno predpripravimo. Izboljšano pa je bilo tudi hlajenje baterije. Po zaslugi povečane baterijske gostote, bruto kapaciteta večje baterije zdaj znaša 73,1, manjše pa 57,7 kWh. Električni doseg tako po novem v primeru različice z večjo baterijo in prednjim pogonom po VLTP napovedih krepko presega 500 km. No, štirikolesni pogon pa bo zmogel nekaj manj kot 500 km. Kaj pa poraba v praksi? Po tej prvi vožnji nekako težko povem relevanten podatek, ker smo vozili veliko po makadamu in tudi zelo dinamično. No in na tej vožnji sem imel povprečno porabo nekje med 18 in 19 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar se zdi zelo obetavno, seveda pa bo več povedal naš daljši test. Je pa treba dodati, da je ta poraba energije že na prvi pogled precej boljša od različice tega avtomobila pred posodobitvijo. No, tu v Sloveniji pa smo vozili Bike X7, ne BMW X7, ampak avto kitajske znamke v državni lasti iz Pekinga. Ima 1,5 bencinski turbo, ne hibridiziran, torej še vedno govorimo o avtih, ki so jih Kitajci poslali k nam bolj za ogrevanje pred tistimi pravimi avti, ki se še obetajo. Katja, ti si vozila Tiguana. Ta je z voznimi lastnostmi boljši. Se strinjam in zdaj razumem, zakaj se je Lukatu zdelo malce smešno, ko sem rekla, da se mi zdi Tiguan zelo velik, kajti tale Bike je še precej večji. So se pa s Tiguanom sicer precej dobro razumela. Kot priključni hibrid me sicer zmoti, da mu moraš najprej vsakič znova povedati, da želiš hibridno vožnjo in ne električno vožnjo. Kajti, če grem jaz iz Novega mesta v Ljubljano, imam avtocesto čisto zraven. In če zapeljem na avtocesto z električno vožnjo, mi elektrike zmanjka zelo hitro. Nekaj dni sem se sicer vozila samo po Novem mestu in takrat sem ugotovila, da ima doseg kar 91 km. Mi je bil pa sicer kot hibrid zelo všeč, kaj ti začutiš tisto elektriko, ko pospeši. Torej, čas je, da zdaj naredimo rezime. Torej, kaj je pokazal poligon? Ja, se mi zdaj, da začetka mi ni šlo nekaj. Rekla za 55 nabere. Ok, vreme. Še gas. Gosto. Gas. Sem jaz plešen z avtom, jaz plešen za volanom. To ti ne korist, to je v bistvu kontraproduktivno. Pa ne čutiš sila avta, ne? To ti ne korist. Ok, no tako jaz sem vozila. Ja. Preveč greš na stož, zbolj okol pejti. Stari, imam kar noge se mi trese. Torej, zaključimo lahko, da je zelo težko potegniti enoten, preprost zaključek. Zakaj? Tukaj imamo SUV-ja in karavana, torej avto, ki ima
višje težišče je višji in avto z nekoliko nižjim težiščem. In ugotovili smo, da ta naš SUV, kljub temu, da je električen, kar vse skupaj nekoliko ublaži, mimo fizike ne more. Namreč višje težišče pomeni, v primeru tega avtomobila, da se je sistem ESP odzival precej bolj agresivno, prej se je odzival, ker se je v zavojih čutilo tako, da je ESP prej blokiral prednje kolo, to pa nam je zmanjšalo hitrost in naredilo vožnjo manj prijetno. Alternativa tukaj na poligonu med stožci je seveda, da ta sistem ESP testno izklopimo, ampak kaj pa se zgodi takrat? Ampak seveda, že večkrat smo ob testih takšnih SUV-jev ugotovili, da lahko inženirji z dobro tehniko tudi zelo dobro kljubujejo fiziki. Naprimer s primernim vzmetenjem, s primerno nastavljenim krmiljenjem in ostalimi nastavitvami. Tako pri teh avtomobilih ni bilo tako zelo očitne razlike. In seveda pri vsem skupaj imamo veliko različnih spremenljivk, kot so naprimer različne pnevmatike. No, različni pa sta bili tudi vajni mnenji o teh dveh avtomobilih. Pa si ravno omenil krmiljenje. Jaz sem recimo ugotovila, da sem S5 vozila veliko lažje, predvsem tam, kjer so stožci bolj skupaj, kajti tam, ko zavijaš med stožci pri S5, ne rabiš volana preprijemati, ampak samo lepo zavijaš in gre. Medtem ko pri karavanski petki moraš konkretno preprijeti volan, ko zavijaš. Tako kot sem rekla, tam, kjer so stožci skupaj, tam, kjer so bolj naraženi, ni tako velik problem. Kaj pa ti, Martina? Kljub temu, da veliko raje vozim višje avtomobile, pa mi je tokrat veliko bolje in lažje bilo voziti MG5, zaradi tega, ker sem ta avto že imela en teden in sem se ga zelo navadila. Torej, kar samo potrjuje, da če se sedeš v avto in če ti veš, kako se avto obnaša, potem veliko lažje zvoziš nevarne situacije. Torej, spet se je izkazalo, da je zelo pomembno, da smo avtomobila navajeni oziroma da ga poznamo, sploh v teh kritičnih situacijah, ko ga nekako hote ali ne hote priženemo do roba fizike. Smo pa do časovnega roba pripeljali našo današnjo oddajo. Lahko pa vam namignem, kaj bomo počeli v prihodnji. In sicer prav tako bomo vozili vzvratno, le da brez prikolic. Katja, narobe si rekla, ne bomo mi vozili zvratno, ampak mi se bomo vozili zvratno, saj nas bo vzvratno peljal novi Audi Q3. O tem torej prihodnjo sredo, do takrat pa nas lahko spremljate na spletnem portalu mmc.rtv.slo.si, v televizijski aplikaciji RTV 365, na našem YouTube kanalu in skoraj vseh ostalih družbenih omrežjih. Torej, do prihodnjič, srečno!